videli tukaj eno zamrznjeno sliko v času. Folklorna dejavnost je pogosto ravno nekaj takšnega, kot da si na en svoj način pričara podobe preteklosti. Tu si lahko pričara na najrazličnejše načine in inspiracije za različne odrske postavitve so lahko takšne ali drugačne. V naslednji odrski postavitvi bomo videli tako najrazličnejše like. Like, ki sodijo v preteklosti in k sreči jih danes ne poznamo več, kot je denimo Rabelj, ki je odkotalil marsikakšno glavo in človeka prikrajšal ravno tukaj nekje pri vratu za tisto, kar najbolj potrebuje. Rabelji so bili tisti, ki so jih vedno na nek način povezovali z zlemi silami, z demoni in s čarovnicami, ker so pač opravljali to krvavo delo. No, zraven pa seveda vedno sodi kakšno lepo dekle, kot bo tokrat Katrinčica. Katrinčica, ki jo ima cesar posebej rad, a to nikakor ni pogodu cesarici, tako da bomo videli, kaj bo tukaj imela s kom in kako bo imela tukaj opravka tudi gospa, tista gospa, ki je nihče nima pretirano rad, sliši pa na ime gospa Smrt. Dame in gospodje, z nami je mlajša veteranska skupina folklornega društva Kres Novo mesto. Naslov odrske postavitve je Katera je med vami ta, ki ljuba je cesarjeva? Avtorji postavitev so dr. Boštjan Japelj, Petra Nograšek, Sanja Rus in magistrica Erika Blažič. Dodam pa še naj še to, da sta vodji skupine magistrica Blažič in dr. Japelj. Pa poglejmo tole zgodbo, ki sodi tja nekam na konec srednjega veka ali bolj v začetek novega in v čas, ko so na Slovenskem še poznali krvave rablje.
Že res, da ga je polomila, ker je cesarici vzela hodila, pa tudi cesarju bi se krivda dodelila. Ampak, če ji enkrat vrat zalije kri, poti nazaj več ni. Pa bi takole svetovala, da paraldek bi prav, da se zglasvala. Naj se dejanje oprosti, pa za naprej drugač živi, ali naj odsekaj glavo, pa Katarince več ne bo. Povejte vi, ljudje, kako vam prav srce? Večinoma ste se odločili, da bi oprostili. Naj zgodba srečno se konča, ljubezen v srcih bo doma. Novo mesto je dobilo svojega rablja in vam povem, da včasih bi bilo pametno, da ga bi poslali morebiti tudi kaj v Ljubljano. Tam bi potrebovali kakšnega takšnega in vidim, da je ta rabelj kar pridno delal svoje, kajti tejle vaši smrti tukaj v Novem mestu pravzaprav ni šlo niti ne tako zelo slabo. Saj načeloma vemo, da je malce bolj drugačne postave, bomo rekli. Kakorkoli že, no, vidimo, kako je to. Publika je usmiljena in tale naša Katarinca je ohranila glavo.